Podrobna predstavitev pohodniške poti Brestenica, Žalcarjev vrh. Pot se začne na Jelovcu. Do izhodišča lahko pridemo iz smeri Dravograd po regionalni cesti, kjer že pred krajem Brestenica pri mostu pred Čolnarno zavijemo v levo in tukaj je tudi izhodišče za pohodniško pot. Ali pa pridemo do izhodišča iz smeri Ljubljana po južni vpadnici v mesto Maribor, kjer pri trgovskem centru Baumax v križišču na Tržaški cesti zavijemo v levo in nadaljujemo po cesti Proleterskih brigad do krožišča pri Qlandiji, kjer zavijemo zopet zavijemo v levo in nadaljujemo naravnost do Koroškega mosta, katerega prečimo, in takoj zatem v krožišču zavijemo levo v smer Dravograda, vozimo se skozi kraj Kamnica pri Mariboru in po dobrih 5 minutah smo v Brestenici, kjer v krožišču lahko zavijemo desno in takoj levo in je tudi parkirišče, kjer lahko pustimo prevozno sredstvo. Ali pa nadaljujemo skozi krožišče mimo Čolnarne, čez most in takoj ob koncu mosta zavijemo desno, kjer je začetek pohodniške poti na Jelovcu. O poti si lahko pogledate tudi objavo na moji spletni strani. Pot sem prehodil lansko leto februarja in ob koncu leta v novembru nekaj slik in nekaj napisanega. Če smo vozilo pustili na parkirišču pri rondoju, se odpravimo v smer izhodišča, v smer Dravograd proti mostu. Takoj za mostom, tukaj se začne pohodniška pot. Ali pa če pridemo iz smeri Dravograda, tukaj zavijemo v levo, tako kot sem že omenil. Torej, tukaj je začetek poti. Tu je tudi planinski, tabla pohodniške poti. Tu je Jelovec smer. Pot je dolga 2 uri in večino poteka po cesti. Tukaj je tudi prostor za parkiranje. Po cesti se odpravimo naravnost. V naslednjem križišču zavijemo v levo po naselju navzgor in takoj potem pri tabli srednje in tukaj tudi smerokaz za Žalcarjev vrh zavijemo v desno navzgor. Hodimo po cesti na Žalcarja. Cesta se vzpenja. V križišču naslednjem, kjer se ceste razcepijo na 3 krake ob Božjem znamenju, gremo naravnost. Naravnost po cesti. Pri Klopici, kjer gre cesta rahlo v desni ovinek, zavijemo v levo ob ograji navzgor. Stopimo na cesto in zavijemo v desno. Po cesti do križišča, kjer pri električnem transformatorju zavijemo v levo.
po cesti zopet navzgor. V naslednjem križišču, ko pridemo iz gozda, spet zavijemo v levo. Spet navzgor, naravnost. Spet levo. Odpre se razgled. Naravnost. V tem križišču se držimo leve smeri. Kjer je asfaltne ceste konec, nadaljujemo po makadamski. Pri kmetiji, ki je na desni strani, gremo v levo smer in naravnost v gozd. Cesta pride iz gozda in gremo spet naravnost v smeri naslednje kmetije. Pri tej kmetiji gremo čez dvorišče med hišo in gospodarskim poslopjem. Gremo čez travnik v smeri gozda, kjer nas obledela tabla opominja na smer, da gremo v desno. V gozd, rahlo v levo, iz gozda skozi sadovnjak po kolovozu. Tukaj so tudi planinske table, ki nakazujejo smer v spodnji Slemen, od koder tudi pride pot, ki se tukaj priključi poti, katero vam predstavljam. Tole pot pa enkrat naslednjič. Navzgor, mimo hiš, spet v gozd, na cesto, po kateri dobrih 10 minut pridemo do koče na Žalcarjevem vrhu, ob kateri gremo v smeri kapelice, po desni strani v gozd, kjer nam tudi tabla Žalcarjev vrh nakazuje smer. Po dobrih cirka 10 minutah smo na Žalcarjevem vrhu. Kota najvišje točke Žalcarjev vrh.